vprašal. Vsi ste župani oziroma ste bili župani, včeraj so bile hišne preiskave na mestne občine Ljubljana, pa tudi druge, verjetno ste zadevo spremljali, sporne so bile tudi nekatere donacije podjetij, ki poslujejo v mestni občini Ljubljana in potem dajo donacije različnim zavodom, torej občinskim in tako naprej. Tudi verjetno po vaših občinah je pač kaj takega bilo. Kakšno je vaše mnenje, pa če lahko zelo kratko glede teh donacij nekih podjetij županom in tudi županom oziroma mestnim občinam, se opravičujem, in seveda na drugi strani tudi nek poziv župana, če gradite v moji občini, boste pa ne vem dali kaj za vrtec. Mogoče, če bi lahko nakrašno. Predsednik Ljubovičev. Najprej, če ciljate na konkretni primer, jaz ga premalo poznam, da bi ga lahko sodil. Drugače pa je zelo pomembno, v kakšnih pogojih, na kakšen način pride do teh donacij in pa predvsem o kakšnih zneskih govorim. V naših primerih, saj iz moje prakse je tako, da je vsekakor zaželjeno, da če ima neko podjetje, nek izvajalec, eno politiko, da se promovira v določenem kraju, da po lastni izbiri neke simbolne zneske pri nas v glavnem gre za delovanje kakšnih športnih društev, kaj takšnega namenja, kar je taka redna politika. Nikakor pa ni to vezano na to, da bi se pogovarjali o teh stvarih, prednji posel že pridobljeni. Večinoma, in meni se zdi normalen potek, da se v času pridobivanja posla ne pogovarjaš o tem, niti se jaz osebno ne vmešavam v delo komisije za izbor izvajalca, tam so pravila jasna. Seveda, kot sem dejal, kasneje, ko pa dela potekajo, pa če ima neko podjetje določen odstotek sredstev namenjenih za lastno promocijo, pa da jih nameni nekim humanitarnim ali pa športnim društvom. Če vas mogoče tako vprašam, včeraj smo gospoda Majhrinča z NPU poslušali, rekel, sama donacija ni sporna, sporno je, da nekdo zahteva donacijo, oziroma pozove neko podjetje. Kaj bi mogoče glede tega? To sem rekel, da je pomemben tudi čas, kdaj pride do nekega dogovora. Če je to preden je posel pridobljen, je to lahko zelo sporno, kasneje pa jaz mislim, da je to tudi, ne gre za pogojevanje, gre za lastno odločitev in tudi na nek način za zavest tega izvajalca, da v tem kraju, kjer je pridobil nek določen posel, nek dobiček, delček tega tudi pusti v tem. Po izvršenem poslu. Jaz tudi konkretnega primera ne poznam. Govoril sem pa z mnogimi, ki so imeli z istim človekom posla, opravka, že takrat, ko je bil direktor nekega drugega podjetja. Meni so mnogi dobavitelji Mercatorja potožili, da je bil pogoj za to, da si, ne vem, prodal vino v Mercator, donacije ne. To mislim, da je posebno nespremljivo in zelo sporno. Od tu naprej pa je to, kar so kolegi že dejali, absolutno pred obstekom nekega posla, to ne more biti pogoj za doboš posel. Pogoji so merila v javnem naročilu, predvsem pa, ko smo tudi spremljali, sam sem spremljal, ko smo slišali številke, ki so se vrtele, je pa naprej znano, da to ni številka, ki bi bila vključena v nek normalen razpis, ampak je najbrž iza te številke če kakšen drug dogovor. Bodi si v tem poslu, s kakšnimi dodatnimi delami podobnega, bodi se v katerem drugem poslu. Tako da tu so zagotovo neke meje, sicer pa ta družbena odgovornost ali podjetij v državni lasti, ali pa tudi ostali, če tega ne bi bilo se mi, v tem tednu ne bi mogli veseliti uspehov tudi naših športnikov. Tu se začne tisti podmladek, ki potem na koncu v tem delu logično, da se ta družbena odgovornost prav da podjetje gojijo, vsekakor pa tu ne mora biti nek pogoj za posel ali pa celo, da je v poslu samem potem še neka korist za tistega, ki to dejamo zdaj. In tu je, kot sem včeraj tudi sam poslušal odmeve, tudi gospod Majhenič upozoril na ta spodnji del tega posla. Ja, mogoče samo eno vprašanje, če bi gospoda Bogoviča, pa če lahko zdaj malo pa še politiko, policijska pogodba se
se ravno podpisuje, zdaj, če se ne motim, iz opozicijskega pogleda, kaj pogrešate mogoče v tej koalicijski pogodbi oziroma kaj se vam zdi, da je dobro? Prvič, zelo čudno je, da se sredi kratkega mandata, 3-letnega, toliko mandata slabe 3 leta je imela ta koalicija, po dobrem letu sprejema neka nova koalicijska pogodba. Jaz moram reči, da sem podrobno pregledal prejšnjo, prvo tisto, ki je nastala, ki je bila v mnogo čem že brez kakšnih pravih zavez, je pa vse nekatere usmeritve zaveze imela v sebi. Veliko tistega, kaj je zapisano, tam se enostavno v tem dobrem letu še ni nič zgodilo. Sem zelo pošten, jaz tega dokumenta zdaj nisem šel brati, ker vem, kako je nastajal in kako se iz dneva dan spremenil. Potem, kar je počakal sem, tako kot smo pozivali vlado, naj čim prej najde ministre, da bodo začeli delati na zdravstveni reformi, da bodo na oživitvi gospodarstva začeli delati, se nismo z eno besedo ne vtikali v izbor ministerske ekipe. Tako nisem šel brati te koalicijske pogodbe, ker se nas enostavno predvsem kaj pri tej koaliciji pogrešam, najprej povedo, kaj ni možno narediti, ne kaj možno narediti. In se bojim, da je tako, ko slišim ta pogodba, brez pravih zavez, brez pravih terminskih rokov in pa ključnih ukrepov na področju teh reformnih korakov, ki bi jih vlada morala narediti. In glede na način delovanja te koalicije se bojim, da je ključno tej koaliciji to, da je gospod Čufer še pravočasno še po dovolj denarja, da bodo brez kakšnega resnega posega enostavno še dobro leto in pol pripeljali mandat do konca, ves ta čas zagotavlja z izposojenim denarjem in pa z zadolževanjem države nek navidezen socialni mir in da bodo ključni problemi nastopili takrat, ko bo mandata konec, ko bo zadolžitev že tam blizu 30 milijard evrov in ko bo treba temu problemu enkrat pogledati v oči. Ta koalicija tega ne naredila. Problem koncentracije. Koncentracija. Ob takih odjavah se Ja, to je res, ja. Ob takih odjavah se